Naš najboljši sosed in pod njegovo streho sumljiva svetovanja odvetnikov, zlasti za časa Žiga Debeljaka, ki mu med drugim svetuje pisarna Mira Senice in to menda za vrtoglave 3 milijone evrov. In takšnih svetovanj je še več, o čemer pa vsi po vrsti molčijo, kot skrivajo, ali med ta svetovanja sodi tudi nenavaden nakup 18 bencinskih servisov in to samo postrežnih. In opremljenih s takšnim sistemom plačevanja, kakršnega so razvila podjetja iz Ultrine hobotnice, v kateri je imel svoj delež tudi nekdanji minister Gregor Golobič. A ker sama postrežba goriva Ultri očitno ni navrgla dobička, prav nasprotno, vse bolj se utaplja v izgubah, je svoj delež prenesla na Hram Holding, ta pa je servise po naših podatkih za 2 milijona evrov prodal Mercatorju. So torej reševali nekdanjega ministra in njegovo hobotnico. V Mercatorju spet molk, pri finančnem analitiku Sašu Čačiču pač ne, ker je pod Alpami treba pretrgati z mišljenjem, kako papir prenese vse. Kaj mislim v tem primeru? Da nekdo ponudi eno ceno in jaz jo spremljam in pač jaz sem po tej ceni kupil. Treba je gledati vse ekonomičnost posla in v tem primeru ga sigurno ni bilo. Kar dokazujejo te rdeče številke od nakupa sredi leta 2011, izguba namreč poskoči na več kot 2 milijona, kar Mercator po mnogoterih spornih nepremičninskih poslih in svetovanjih le še hitreje pahne na rob prepada do milijardnih dolgov. A Marko Golob iz Nove stranke Solidarnost vztraja, da Mercatorja ne smemo prodati, ker ni pravi čas in ker gre za nacionalni interes. S temi nacionalnimi interesi smo se večkrat opekli, torej tajkunske zgodbe so več kot izrazite. Lahko rečemo, gledajte, gre za tipično PR-ovsko prevaro. Pa kaj nista prav tajkuna, ki sta pod Janševo vlado prišla do najboljšega soseda Mercator zavozila Boško Šrot in Igor Bavčar, ki bankam nista poplačala dolgov, zato so banke zavladale Mercatorju in to ne prav zavidanja vredno popotnico. Ampak sigurno, glede na velikost podjetja, glede na prihodke, je poslovanje Mercatorja slabo, nezadovoljivo in to je že zadostni razlog, da ga lastniki hočejo prodati. In Agrokor je še vedno edini kupec. Ne, drugih daleč naokrog ni. Le zakaj? Ker je v kostnjakov v Mercatorjevih omarah očitno preveč.